Ja, to je, jaz mislim, da jaz bi rekel ključno vprašanje našega razvoja za prihodnost. Skratka, kako bomo poskrbeli za to, da otroke naučimo empatije. Seveda, če mi nimamo empatije, potem jih ne moramo naučiti, to je prva zadeva. In kaj sploh je empatija? Ne? Če jaz ne poznam, kaj se v meni dogaja, kaj se z mano dogaja, pol jaz se bom težko vživel v to, kaj se pri drugem dogaja. Če jaz ne vem, kaj to pomeni krivica, kaj pomeni biti ponižan, kaj se v meni takrat dogaja, ko mi nekaj ni prav, seveda ne bom mogel tega prenesti na pač to sobivanje z drugim. Tako da ja, tukaj ta stik sam s sabo je nekaj zelo pomembnega. In mogoče prav v povezavi z temi elektronskimi napravami, recimo, glejte, čaka otrok v čakalnici na recimo neko neprijetno situacijo, ki se bo zgodila. Starši mu dajo tablico ali pa telefon, zato da bo prebrodil, ne? In zgodi se to, da otrok seveda ni v stiku z recimo strahom, ki je neka čisto normalna funkcija za to, da se ti na nekaj pripraviš in da pol to preživiš. Ne? In otrok je pol, kaj, ne vem, recimo poseg pri zobozdravniku, čisto v šoku, ker ni pripravljen. Ne? Ali pa, ne vem, zbadajo jih z iglo in tako naprej. Ne? Otroci, recimo, stari so bedni, najstniki, grejo v sobo in so na telefonih. Mi, ki nismo imeli telefonov, smo isto pač rekli, da stari so bedni, ampak smo razmišljali, kako bomo čim prej zapustili, kako bomo dokončali šolo, kako bomo nekaj naredili. In smo iz tega izvlekli, bom rekel, neko uporništvo, ki nas je peljalo naprej. Zdaj, jaz mislim, da ta mladina sploh ne ve, kaj se jim dogaja. Samo, bom rekel, zameglijo si en občutek z drugim in to ne razvija tega zavedanja, kaj se sploh dogaja v mojem telesu. In pol sem jaz prazen in seveda nimam občutka, da so drugi ljudje, ki nekaj občutijo. Kako bi pravzaprav svetovali staršem, kaj starši lahko naredijo, da pomagajo otrokom, da se seznanijo sami s sabo? Jaz bi rekel, gledajte, ko pridete domov, dajte najprej sami odložiti telefone, zato ker tudi, če smo iskreni, mi smo ves čas v stiku. A smo mi sploh v zavedanju? A smo sploh prisotni? A sploh vemo, da smo doma? A veste, koliko staršev je še v službi preko teh naprav? Koliko smo neki multitasking in otrok nas sprašuje, mami, čak, glej, se bom takoj. A veste, to so te situacije, ko nismo prisotni, nismo v zavedanju s tem, kaj smo tukaj in zdaj.